Spoštovani, slavnostni govornik na današnji slovesnosti je vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki ga vabim pred mikrofonom. Pripadnice in pripadniki 430. mornariškega diviziona. Za koga? Za Slovenijo! Spoštovane pripadnice in pripadniki diviziona, general, državni sekretar, gospe in gospodje. Odhajate na nemirno morje. Nemirno v stvarnem in v metaforičnem smislu. Mednarodna skupnost ta trenutek še ni usklajena glede političnih ciljev, morebitnih vojaških ali drugačnih posredovanj za ureditev nekaterih odprtih vprašanj na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki, ki so razlog za begunsko krizo. Kot predsednik republike, tudi kot vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil, izražam željo in pripravljenost, da se mednarodna skupnost čim prej, iskreno in zavzeto potrudi najti konsenz glede političnih ciljev za mirno rešitev odprtih vprašanj na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki ali pa za potrebno vojaško posredovanje z mandatom Organizacije Združenih narodov, če bo tako skupaj ocenila. Dejstvo, da se zdaj nad sirskim nebom srečujejo vojske različnih držav, pri čemer imajo različne politične cilje, ni dobra popotnica za vse tiste, ki verjamemo v potrebo po reševanju vprašanj in odpravi razlogov za hudo humanitarno krizo, ki je zajela desetine milijon ljudi v regiji ob Sredozemskem morju. Zato pravim, izkoriščam to priložnost za poziv vsem, ki tako ali drugače odločamo o miru in varnosti v Evropi in v svetu, da v tej pomembni uri najdemo skupno stališče, kajti iz neposredne zgodovine, tudi tukaj v našem primeru vemo, da odsotnost takega soglasja, pomembna razhajanja pri političnih ciljih reševanja kriz, te krize poglabljajo in vodijo do hudih človeških tragedij. Vi se v skladu z odločitvijo Evropske unije zdaj drugič odpravljate v Sredozemsko morje. Prvič ste bili pred 2 leti, leta 2013. Vendar gre za pomembno razliko v vašem mandatu. Leta 2013, ko smo se pridružili silam italijanskih obrambnih sil, ste imeli humanitarno poslanstvo. Zdaj imate z mandatom Evropske unije tudi varnostno poslanstvo. V obeh primerih je seveda na preizkušnji vaša profesionalnost. Naj kot vrhovni poveljnik obrambnih sil poudarim, da ni slehernega dvoma v to vašo profesionalnost. Naj izkoristim to priložnost za to, da vam prenesem zahvalo tistih, ki so pred 2 letoma sodelovali skupaj z vami. Tako v vašem primeru, kot v primeru posredovanj Slovenske vojske na drugih kriznih žariščih. Imam to čast, da kot predsednik republike sprejemam o vašem delu samo komplimente. Vaše delo opravljate zavzeto, ga opravljate preudarno, vestno in profesionalno. Pri tistih, s katerim ga opravljate in prihajajo iz drugih vojska, vlivate zaupanje
in tako na najboljši mogoč način ne opravljate samo neposrednih nalog, ki so vam zaupane, ampak tudi zelo pomembno krepite ugled naše države. Kot rečeno, zaradi odsotnosti skupne politike glede urejanja kriznih žarišč ne smemo prehitro upati na skorajšnjo rešitev begunske krize, ki je spričo njenih razsežnosti ena največjih po drugi svetovni vojni in neposredno zadeva tudi Slovenijo. Vendar pa ne gre podcenjevati vaše akcije in vaših naporov. Tokrat, kot rečeno, ne greste v Sredozemsko morje samo z namenom pomagati ljudem, ki so se znašli v stiski, ampak greste preprečevati tihotapljanje teh nesrečnih ljudi. Za voljo tega mandata boste imeli nekaj nalog, ki bodo znova postavili na preizkušnje vse vaše znanje in izkušnje in nihče od nas ne dvomi, da boste to storili po vaših najboljših močeh. Vse, kar si želim, in to rečem v svojem osebnem imenu, v imenu države, vseh naših ljudi, ki bomo z velikim ponosom spremljali vaša mirovna prizadevanja, je, da se vrnete zdravi in srečni. Da ste opravili nekaj, kar je pomagalo k blaženju stisk ljudi, ki so se znašli v tej nesrečni situaciji, in da ste preprečili tistim, ki so te stiske zlorabljali za njihove nelegitimne interese. Svojcem želim, da bi z enako mero ponosa spremljali vaše delo. Kot je dejal poveljnik, bo vojska vedno pripravljena v dialogu diskutirati vsa vprašanja, ki jih bodo zanimala v zvezi z vašim delom. Želim si torej, da bi se čez slabega pol leta vsi znašli znova tukaj, za izkušnjami, ki bodo znova pomembno bogatile zakladnico znanj Slovenske vojske, ki je v skoraj 20 letih posredovanj vedno zelo uspešno opravila naloge, ki jim jih je zaupala slovenska država in mednarodna skupnost. Pripadnice in pripadniki 430. mornariškega diviziona, za koga? Za